Najboljšo špinačo prodajajo na tržnici, zato se odpravim tja. Slikovita stara tržnica se razprostira ob reki Ljubljanici, zato začnem iskanje na Tromostovju, potem pa stečem do Zmajskega mostu. Splezam na ograjo do znamenitega bronastega kipa, odkoder bom najlažje zagledal stojnico prijateljice Ronje, ki poleg svežega sadja prodaja tudi odlično zelenjavo. Živjo! Živja! Pepe, te morda zanima špinača? Sveža je, nabrana z vrta moje babice in je prav lepa, kaj ne? Res se vidi, da je sveža. A lahko dobim pol kile? Kaj pa bo z njo? Če še ne veš, draga moja Ronja, špinačo se da napraviti na številne zelo okusne načine. Izvoli. Foxner! Nesramni pirat mi izmakne pravkar kupljeno špinačo in jo pobriše. Seveda tako stečem za njim, a povem vam, da ga je v labirintu zelenjavnih stojnic skoraj nemogoče ujeti. Pepe, ne paničari, no, pusti ga. Tu imam še dovolj špinače. Ne pridi prav. Zvitorepemu lisjaku tokrat ne bo uspelo, saj se mu ves čas tesno za petami. Zagledam, kako zavije proti Petkovškovemu nabrežju in mi tako ponudi krasno priložnost. Ujel ga bom točno na Mesarskem mostu. Hočem ga zgrabiti, a zaradi deževnega vremena in spolzkih tal mi spodrsne in, ojoj, ježešna katastrofa. Zgrmim v reko. Ronja, še dobro, da si me našla in potegnila iz vode. Ja. Brez tebe bi utonil, ali pa se vsaj pošteno prehladil. Tale napitek je pa zelo dober, ta topel napitek. Iz česa pa je? To je juha. Špinačna juha, če sem bolj natančna. Medtem ko se jaz nacejam z vročo juho, ima Foxner polne roke dela s špinačnimi listki. Hej, povem ti, ta je napitek me je tako poživil, da bi gore premikal. Počutim se močnega, ko mornar Popaj, a veš? Ne? Ja. Ej, a res ne bi enega požirka? Niti v sanjah, iv. Ja, prav, no, bom pa zame več ostal. Ti kar daj, fuj. Ronja pravi, da se ji špinača gabi. Foxner pa jo s pridom uporablja v kuhinji. Me prav zanima, kakšno kulinarično presenečenje pripravlja. Iz njegove kuhinje se širi omamen von. Njami! A ti čisto resno misliš, ko praviš, da za noben denar na svetu ne bi mogla pojesti niti grama špinače? 100%, častna. Če ti tako praviš? Ja. Oblate, smetana, bešamel, paradižnikova mezga, na koncu pa še posip s parmezanom. Nenavadna kombinacija, ki obeta vrhunsko gurmansko doživetje. Ko Master Fox naposled pekač z dobrotami podine v pečico, se nam lahko vsem začnejo cediti sline. Ampak, za Foxnerja se je pa izgubila vsaka sled, no? Kam neki jo je popihal? Pojma nimam. Kdo ve, kje je in kaj zdaj počne?
Je pa odlično. Res je dobro, Foxner. A ste jo pripravili sami? No, Foxner, ko smo že pri vaših kulinaričnih sposobnostih, a ne, kje pa je tista špinača, ki ste mi jo zmaknili tamle na tržnici? A daj, Pepe, no. Nehaj mu težiti in raje uživaj v okusni hrani. Ja. Res je odlična. Še posebej okusen pa je tale nadev. Kaj mu pa je? Mislim, da vem. Ronja, pripravi se. Tole najino odlično kosilo je v resnici špinačna lazanja. Se hecaš? Foxner naj jo je oba pošteno prelisičil. Nič čudnega, da je pobrisal. Ej, a bo zdaj bruhala? Zakaj že? A lahko raje dobim še en košček? Ja. Pridiš, Pepe, pridi z nami, bomo se igrali. Take igre kot takrat, ko ti si bil še mlad. Pridiš, Pepe, pridi z nami, bomo se igrali. Take igre kot takrat, ko ti si bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri. Take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri. Take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Koliko je ribič, Pepe, star? No koliko je star? Razume se na vsako stvar. Zato je Pepe supercar. No koliko je ribič, Pepe, star? No koliko je star? Jaz vem, koliko je Pepe star. Ribič Pepe je star toliko kot zvezda. Zato je Pepe Superstar, naš Pepe res je superstar. Superstar, naš Pepe res je star. Ribič, Pepe, pridi z nami, bomo se igrali. Take igre kot takrat, ko ti si bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri. Take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri. Take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko svet je bil še mlad. Ko svet je bil še mlad. Tudi če je strah zelen, se ga da premagati. Verjemite, zelena špinača se marsikomu gabi. Ampak ker je pa zdrava in ni tako zelo groznega okusa, bi bilo pa škoda, če bi se ji popolnoma odpovedali. Špinačo lahko spremenimo v čisto sprejemljivo jed ali napitek. Ja, a veste, da je okus špinačne lazanje, priznam, prav dober. Ja. Iz špinače se da pripraviti privlačne in okusne lazanje in narastke, da ne omenjam, kako je smuti s špinačo in banano naravnost odličen. Ja, sicer pa lahko še vedno zamižim in ne vidim, da je jed zelena. In jo pojem. Ni slabo. Če imaš tudi ti kakšen strah ali težavo, pa lahko vedno, kadarkoli pokličeš tudi Tom telefon.